dan. Dober dan. Zdravo, dobrodošla. Maja? Saško. Se kar usedemo? A športni novinar pokriva sam šport, pa kakšna je sploh razlika med novinarjem pa športnim novinarjem? Športni novinar dela samo šport. Je pa res, da smo športni novinarji praviloma zgolj športni novinarji. Razlika v tem, da poročamo o športu, kulturni novinar poroča o kulturi, novinar notranje politike poroča o politiki in tako naprej. S katerimi športi pa se vi največ ukvarjate? Največ se ukvarjam z nogometom. To je moja specialnost, vodim nogometne studije, hodim na nogometne tekme, poročam o nogometnih srečanjih, o nogometaših, pogovarjam se s trenerji, igralci. A tu mora za vse športe videti vsa pravila na pamet? Marsikdaj si ne zapomnimo vsega, zato so tudi najrazličnejši pripomočki, recimo nogometna pravila tukaj. Tako da pogledaš tudi kakšno knjigo, predvsem pa vprašaš sodelavca, ki se na to zelo dobro spozna. Na drugi strani je kolega Tomaž Kovšca, morda največji poznavalec kolesarstva pri nas. Tomaž! A Tom Bonen je dober? Zelo. No, in potem mi sodelavci pomagajo tudi na področjih, na katerih nisem doma. A to se vse na pamet naučite, kdo je kateri igralec? Najprej vsak ima svojo številko. Nogometaši igrajo vsak na svojem položaju, tako da si tudi zapomniš napadalca, ki je pred tekmečevim golom, branilec je tukaj in ju težko zamešaš, kaj ne da. Pogosto si pomagaš pri kakšnih ekipah, ki jih ne poznaš dobro, kakšnih pričesk, ko ima kdo. A tekmo vi gledate v živo na igrišče ali prek ekrana monitorja? Zelo odvisno, običajno je v živo, se pa pogosto dogaja, predvsem naši reporterji, da ne grejo na prizorišče, zato ker se pač varčuje in potem tekmo gledajo preko monitorja. A nam lahko pokažete ta prostor, kjer komentirate vsako tekmo? Je komentirnico? Ja. Z največjim veseljem. Gremo. Ampak če dovolite, bi s seboj povabili še kolega Tomaža Hudomalja, ki je pravzaprav doma v komentirnici. Evo, tole je naša komentirnica. Kadar ne gremo na teren, nas spravijo sem noter in pol gledamo tekmo, tudi na ekranu gledamo, kaj se dogaja in komentiramo. A pol ste tu zaprti 3-4 ure, kolikor traja tekma? Ja, odvisno od tega, kak dogodek je. Če je neka nogometna tekma, smo kakšni 2 uri noter. Tako je Saško prej rekel, mi smo tukaj praktično doma. Kaj pa če kaj narobe poveste? Načeloma se probaš gledalcem opravičiti, če pa res kako veliko neumnost bleknem, pa tule stene pa malo z glavo udarim, da tudi sam sebe kaznujem. A se spomnite kakšne svoje napake? Enkrat sem se malo zavozlal, ko je en preigral, pa namesto da bi rekel, da je pretiraval s preigravanjem, sem rekel, da je preigraval s pretiravanjem. Zdaj sem pa sigurno še kdaj kako večjo neumnost tudi rekel, ampak pol se ponavadi probam čim bolj potuhnati, pa da ljudje mogoče pozabijo, da je bila kakšna neumnost. Zdaj pa, če si za to, bi pa še ti malo poskusil kaj komentirati. Ok. Do slušalke gor. Boš ti začel? Ne. Ne bi? Ne. Bom jaz začel, ti boš pa zdaj, evo, glih bova tule gol malo pokomentirala. In Bosna ima priložnost za gol in gol! Miralem Pjanić je dosegel zadetek in Bosna vodi z 2-0. Kar boli me srce. Zdaj pa ti pogledaš, kjer igralce sprejel žogo. Miralem Pjanić strelja in gol! Gol! Kakšen gol! Slovenija zgublja 2-1. To za nas ni noben uspeh, ampak še dobro, da smo dali gol in imamo možnost za zmago. Tako je, do konca je še 3 minute prvega polčasa in cel drugi del igre, tako da še ne bomo vrgli puške v koruzo, kaj ne? Po tekmi pa Maja pride na vrsto še izjave, ko se je potrebno pogovoriti s trenerjem in igralci. A poskusijo midva to? Ja. Ja, lep pozdrav še z roba igrišča, oglašamo se v studio Firpcologov, z nami je kapetanka Maja Cesar, ki se je odlično izkazala v prvem delu, ampak v drugem Maja je bilo preslabo, kaj ne da? Ja, moram reči, da sem izjemno razočarana nad svojimi soigralci. Jaz sem se trudila po najboljših močeh. Mar niste upoštevali navodil selektorja Srečka? Čeprav smo se odlično izkazali v prvem polčasu, moram reči,
Odlični smo bili v prvem, samo v drugem pa je koncentracija padla in nismo morali več nadaljevati. Vidim, da ste vsaj iz sebe. Hvala lepa za tale pogovor in več sreče na naslednji tekmi. Enako, nasvidenje. Nasvidenje. Naj bo to vse, z roba igrišča besedo vračam v studio.